7 in še potem 9 in 8. Super. Probaj še 10, a ne? Saša, bo šlo? In to je bilo odkle. Zelo lepo. Jaz sem odkle strelil. Super. Sem to zadev. Ne sem prej. A v te palčke streljate? Zelo dobro. Odlično, 10. Bravo. Ti ste pravi inštruktor, ne? Ja. Seveda, ne? Bomo pa še ste pravimi loki poskusali, ne? Seveda. A res? Ja. Ko mi čakam? Kaj misliš, da se hecam? A se jaz hecam? Ne. No, pa resnic povej. A? Se ne hecam, ne? Če nekaj rečem, pol to drži. A je tako, Saša? No, super. 8, 9 pa 10. Bravo. Zelo dobro. Malo veter piha, a ne? Bliže, bliže, ja. Ampak center za dan. Je? Malo previsok. Ok. Ja? A veš, da za vajo sem zadela skozi luknjo. A res? Ja. Stotko. Saša, bravo. 100 točk. Si čez uho ustrelil, si mi zbil telefon iz rok. Tako da, bravo, bravo, res dobro. Dajmo še en center, prosim, za publiko. Kako sva rekla, dava oko? Tako. Tetiva mora puščico prekriti, da ne vidiš več puščice. In potem, evo, a si videl to? A si videl to, kar nisi več levo pa desno? Poglej, 10. Itak. A veš, da si zdaj bolj po smeri, a ne? Ja, zdaj bo Zdaj bo boljš, boš videl. Zdaj boš še izboljšal svoje rezultate. Prej si 8-7 strelil, zdaj boš pa same 10, po moje, no? Pa 100, ja. Bravo. Kaj je bilo pa zdaj? 3, a? A 100 si šel ciljat? Ja, ne gre vsakič, veš? Tudi najboljšim se zgodi, da kakšen strel zgrešimo, ne? Ne, ona je dobila, ne 100. Kako je šlo pa puncam pri lokostrelstvu? Kako se počute? 10 smo zadeli. Bravo. Tole piše. Super. Jaz sem 2 desetki zapored zadev. Kjero igro se zdaj igrate? Tole piše rezultate. Ona je pa stvarila eno igro in je ful dobra. Pa pač, jaz sem za 2 igrati. Zdaj bom naredil video. Gasilski video. Saša, prosim, tega ne počnemo, ne? Ok, tako ja, tako ja, tako ja. Ok, zdaj pa še, ne vem, proti ruzaku streljta vidva, ampak pasta, pejte naprej, naprej morate stopiti. Tako, da so vsi ostali za orožjem, ne, oziroma za loki. Bravo, odlično, super. Ok, no to je bila gasilska fotografija. Hvala lepa za sodelovanje. Najboljše, draga Inja, vse najboljše za te. Vse najboljše. Želim ti, da si izbereš eno darilce, katerakoli ti paše, izbereš, pa vzameš za spominček za rojstni dan. Volka, a? Bravo. Potem kolega, ki je prišel prvi na vrh, oziroma prvi najdu zvonc, si prosim zbereš eno risa, bravo. Saša, najboljši lekostrelec, čestitam, pa te tudi čestitam. Tako, si zbereš, imate medveda, volka ali pa risa, ok? Medveda, ok. Tako, to so bile podelitve nagrad za dosežke, za rojstni dan. Zdaj gremo pa naprej na našo delavnico, lekostrelstvo.
Kaj slišimo? Helikopter. Kaj bi lahko zdaj, če bi bili izgubljeni? Zajčka. Ja, pa bi ga zdaj lahko. 100 od 7. A zdaj bi mu lahko zajčka spustili. Zdaj je tukaj iz tega mesta, ker ga ne vidimo. Lahko pa s piščalko. Misliš, da bi te slišal? Mogoče, če bi ful velika. Šalke. Pa še motor ruhnije, ne? Brni pa to, vse ropota, ja? Plušnika na gor. Težko je, ne? Zelo težko. Ok, najprej si bomo pogledali klasičen lok. To je ta dolgi lok, kar mu tudi rečejo, hiperkol, ali pa instinktivni lok, mu najrajše rečemo, ne? Zakaj? Zato, ker tle ni nobenega merjenja. Tle je to vse, tako bom rekel, instinktu, točno tako. Se pravi, ko enkrat dosežeš neke rezultate, rezultat je tukaj A4 list. Poznate, koliko je velik, ne? In začneš trening vedno tako, da greš blizu tarče in potem se oddaljuješ nazaj. Vedno se tako začne s treningom. A ne? Ja. Ok. Pravi, gor postavimo na tarčo A4 list in streljamo v ta A4 list. 5 puščic recimo, ne? Če vseh 5 puščic preleti v ta A4 list, ko streljamo instinktivno, gremo lahko potem nazaj. Okay? To pomeni, ko bi rekel, v to modro polje. Ne? Če zadanem v modro polje, ali pa rdeče ali pa rumeno, ne? V tej tarči približno, a pa dajmo reči to rdeče polje, no? Ta rdeč krog pa rumen krog. Če to zadaneš, si kar v redu, a ne? Bom jaz zdaj pokazal, kako se to naredi. Se pravi, imam leseno puščico z navadno konico, za tarčo. Puščica ima tukaj od zadaj tako uho, da se usede v tetivo in vedno je eno perece drugače obarvano kot ostali dve. Zato, ker mora ta puščica priti z peresom proti vam, ki je drugačno obarvan, proti vam obrnen, zato da potem lažje potuje čez lok. Če bi bilo to obrneno tako, vidite, kaj se bi zgodilo. Bi puščica spremenila smer zaradi tega, ker bi pero porajsalo po loku in bi spremenila smer. Zato je vedno to, evo ga, zdaj se ga vidi, helikopter, ne? Zelo kratek čas. Še videli ga niste, ne eni. Ja, kje je šel proti listu, kakorkoli. No, zdaj bom tako stal, da pač ste vsi za mano stojite, ne? To je prvo varno pravilo, prav, nihče ne sme biti pred mano, a ne? In bom pokazal, kako se to naredi. Sprav, ko hodiš po, bom rekel, po terenu, imaš že pripravljeno takole puščico, oziroma tako, da je v bistvu tetiva rahlo napeta, na ta način. Evo, vidite, da je čisto rahlo napeta. In ko zagledam cilj, samo naredim to. Cak. Smo v rdečem oziroma rumenem polju. Smo? Tako zgleda, kad to prebije, je kar močen lok. Ste vi sploh počelo to pač tako? Nategnili? Ja, nisem čist do konca, no. Nisem čist do konca. Dajte najmočnejši lok. Bomo potem, ko bomo eno puščico streljili tjale proti gozdu, ki je varno, da vemo, da ne moramo nikogar zadeti. Še enkrat pokažemo, se pravi, hodim, imaš puščico takole pripravljeno, zagledaš tarčo in smo šli izven iz cone, se pravi, sem bil že predaleč, Ok? Prav vedno začnemo od blizu, sem rekel, previsoko, Ampak res močno nabije. Močno tako. močen lok. Ti si rizlar, jaz bro. Ste rekli, da ste te še močnejši. O, kje zboje?
sred travnika je zdaj prestala. Okay? Vidite, res je to prave, a ne? Sem malo počutil, pa so bile tako kot Ne, to pač, plastiko je bilo. Polirane so. ja, ta puščica tudi že malo krive ratala, to je pač slabost lesenih puščic, ki so kaj les. A ne? In veste, da če ga dobi vlaga, se lahko tudi malo krivi in tako naprej, a ne? Potem pa imamo aluminijaste, pa karbonske. Vidite, tle smo videli eno zlomljeno puščico, ki je nekdo pržgal v eno skalo, zgleda. In se je čisto razlomila. Vidite, je votla, lahka, ampak se tudi zlomi. Ta se pa ne zlomi, je pa iz aluminija. Sedaj pa, da se zlomi. mislim, ukrivila se bo. Ukrivila se bo, zvila se bo, ja, če bo preletela v kakšno skalo ali pa kaj takega, to ja. Drugače pa vidite, da se da pri takih le zamenjati konico. Ja. To je konica. Ta je navadna konica za streljanje v tarčo. Potem imamo pa tukaj še lovske konice. Tukaj gor lepo piše 18+, a ne? Se pravi, to otroci, prosim, nikoli ne ravnajte s tem. Zato vam jaz to pokažem, da boste videli. Upam, da se ne porežem. Kako? A ste že uporabljali te konice? V Sloveniji je strogo prepovedano streljanje z lokom na divjad. A drugače ste že s tem? Če strogo prepovedano. A se ti zdijo kaj okrvavljene? Ne, nove so. Nove so, zapakirane so. Zato da vam pokažem, kako to izgleda. Se pravi, če bi imeli takole konice gor na loku, na puščici, pa bi zadeli žival, kaj bi se zgodilo? Kaj reči? Sam zabil si je pa mala rana bi bila. Se pravi, bi jo prebilo čez telo, a ne, če si predstavljate, ampak bi potem puščica zamašila luknjo. Drži? A ne? Zato, ker je čisto ista velikost špice, kakor puščice. A ne? In bi puščica zamašila luknjo, bi žival šla veselo naprej. Ne? Ja, malo bi bolela, ampak ta je pa tudi močna, da je čez. To pa, če si predstavljate, gre pa čez kožo, a ne? Ta špička naredi luknjico v kožo, potem pride pa ta rezila, a ne? In odprejo vstopno rano, da žival čim hitreje izkrvavi. Se pravi, to je ostra kot želetka, smo rekli britvica. Še bolj verjetno. Jaz sem si to napalčal. Britvica za britje. Veste, kako je Jaz ostra? sem se enkrat igral in potem sem... Si kar naenkrat videl en kup enih hranic, a ne? Na vse. Ja, ti tudi. Jaz tudi. Jaz tudi. Jaz Mene pa nisem videl. nekdo roke zvezal z vrvjo, pa sem si šel v kopalnico tudi po to želetko in ne govori. Mene kopalc. No, mi pa roke zvijo. No, mi pa roke Ne zvijo. smem povedati. Jaz sem se malo pač... Kakorkoli. Evo, to potem izgleda takole lovska puščica, za lovsko konico. Se pravi, ko to prebode žival oziroma kožo, nastane velika izstopna rana. Če jo prestreli, potem tudi izstopna, prosim. A če bi isto lovska puščica zadeli tiste tarče tam, bi ful velika luknja bila. Ne samo razrezali bi jo, ne bi bilo videti ful luknje. Potem pa v bistvu sama Sam težko kri je. in tekočina iz telesa čez to luknjo porine, ne? Zato ker to vse prereže, še žile, se drobove, odvisno kam zadaneš, a ne? Sam pa je težko dati ven. Vse da. Prosim. Mojega očja sodelavc, ki je pač živel v Ameriki, je preživel, je bil prej lovec. Ja? In je imel tak lok, ki je imel še strupene puščice. Strupene. Ja. Ja. Nekatere plemena zastrupljajo puščice, da potem opice lovijo z njimi, ne? Opice. Ja. To se sploh poli užitno, če jih zastrupijo. Za človeka potem ni problem, samo opica v bistvu umrtvič, potem je pa oni ujamejo, pa pač pokončajo. Zakaj bi opice? Pač to smo mi opice. Ja. Tega nisem jaz Mi rekel. smo homo sapiens. Zakaj pa ste kupili, če se ne sme odsklejo? Ja, pač da pokaže nam. Zakaj smo kupili? Zato, ker je pač z zakonom to prepovedano. Kot smo rekli, lahko greš pa s tem na Hrvaško. A res? Ja. Ampak v oboro.
Kje pa je obora? Obora je Območje. območje ograjeno z recimo divjimi pujsi, jeleni in podobno. A ni tako, da je prepovedano in sploh se ne sme tega prodajati v Sloveniji, kar je prepovedano? Lej, prodaja se, marsikaj tudi kaj takega, ki ni dovoljeno uporabljati. Lahko greš pa s tem v Ameriko loviti. A ne, lahko v Sloveniji kupiš ceneje kot v Ameriki recimo, ali pa niti ne, odvisno. A ne? In prideš pripravljen loviti tja gor v Kanado, Aljasko, ne vem kamorkoli že, a ne? Zato se to tudi prodaja. Je pa zakonom, kot sem rekel, z lovskimi konicami prepovedano loviti kakršnokoli, ali pa z lovkom, a ne? Z kakršnimi koli konicami. Prosim. A če se da takle luk dobiti? Gotov se ga da še dobiti, zagotov. Ker resno, če je toliko močen, jaz sam to se rabaš navaditi, da ti tako ne pač da... Ja, treba paziti, treba imeti ščit, a ne, ker če vas le useka po tej mišici, a ne, kot sem rekel, če vi lok držite narobe, vas bo tetiva usekala po roki, a ne, se pravi, če držite takole, a ne, vas bo tlele usekala, vidite, kje mi praska tetiva. Komolce treba na ven obrniti, a vidite, če tle zdaj na dol, je potem na ven in s tem ste varni. A ne? Je pa dobro, ker ste začetniki, da si date še ščit gor, a ne? Da vam res kože ne posname, ker tle so le žile pa to. A s takimi temi loki se uporablja v pravih tekmah, take loke? To niso profesionalni loki, a ne? Govorim o temle. To je pač za rekreacijo, za dušo prvezati se reče. Če bi... Boljši. Seveda so... Na olimpijskih igrah so boljši. So prtek zamerjene za veska. Ali ko ti strelaš, Denejo tako. držiš puščico, tako na prstu ali kako? Dobro vprašanje, Saša. Se pravi, vedno damo puščico s temle peresom navzgor. In potem je bilo vprašanje, kje držim puščico. Običajno si v rokavicah. Moraš imeti usnjene rokavice, zato ker te pero lahko prereže prste. Resno vam govorim. Porežete zaradi hitrosti. Vladi se lahko strelaš to puščico na drevoči. Ne, zakaj? Ja, nič ne bi puščil. Ne bom. Saša me je vprašal, kako držim lok. Se pravi, zdaj, lej, ker sem brez rokavic, sem roko umaknil bolj stran od puščice in gledam, da ves čas sloni gor na... Ja? Tak, ker se, Ker se nabira energija, da bo... Prosim. Jaz sem vam rekel zbor. Dajte tle zbor. Ne, tle zbor. Tle za tem štorom morate biti. Kje je pa kupil one, ki so parleta v Decathlonu? Tudi v Decathlonu. Boste se obe dve umaknili, prosim, da bomo še malo postreljali. Skratka, zdaj smo obdelali to. Še enkrat, z mongolcem isto streljaš na, lahko na približno, ne? Tu. Zato, ker ne moreš nič nekaj to palamuditi, pa... A ne? Prosim. Če bi vi bili tam, a bi streljali z lokom, a bi lahko ga tule zadelo. Če bi ga prav ciljali. Ja. Ja, ampak, gledajte, obstaja še compound log, ki se imam tam enega. Compound. Sprav, s tem je tudi instinktivno strelja, zato ker ne moram dvigati loka gor. Dobro, lahko ga dvignem, če imam rokavico, a ne, ampak ni neki, zato ker ne moram meriti, ker je ful težek za napet. Moram biti potegniti na šus, a ne, se pravi od spodaj gor, ali pa iz vrha dol. Pok. Takoj, zato ker je toliko močan, da nimam, pa se že treseš in ne vem, kva počneš, a ne, ker ga težko držati, veš, to je močno. Kaj što govorim?
povedal, se lahko strga. Pač kje se lahko vidi. Ja, sem jim povedal. Kaj pravijo, če ti povem, bi te pol mogel biti, ne? Ja, zato ker ne govorimo o tem. Kaj vas... Ne bom povedal. Jasne mi. Določene stvari ne bom povedal. Jasne mi. Prosim? Mogoče s tem. Ja, seveda se mi je že nič kolikrat strgala tetiva. To je lahko kjerkoli breznica. Ne. Butast lok, da mu ne morem drugače reči. Ful je butast, Kdo je butas? zato. Jaz tega pa kupim. Ker sem mislil, da ni to butast. Kaj ne rečem? Butast je zato, ker ima tlele kar nekaj eno, ne vem kva, ne vem za koga. Ja, vem za puščico. Jaz to vem. Samo, a ne, kako ta puščica pol potuje čez ta, a ne, ta butast v. Ok, jaz tega verjem butas. Prav butast, to smo rekli, s 3 prsti pod puščico držim, a ne. Ajde, deka, Pokrijem, da vidimo. pokrijem tetivo in tam merem približno spodnji črni rob. Ah, kje, model. Ta pušica Ah, se kje, tudi približno, Ja, prav slišal sem, kaj se ustavil. tudi približno ni v smeri tam, kjer bi jaz želel, oziroma tako, kjer bi po vseh. Ne, ampak Laris, prav slišal se, kaj je šla po zapališču. Zdaj bom streljal po instinktu, pa sem spet tam. Zdaj, če se spet... Pa prav slišiš se, kaj... Daj brez boja. Čakaj se. Ne moreš brez Moram boja. brez vaj. Na Če boš slišal, še ne... Čakaj, bom puščico zdaj drugače božem, če bo zdaj kaj drugače. Ma, no, ne vem. Mogoče, ne, to so te puščice od tega loka. To so kompatibilne puščice, se pravi. Kdo je sploh ustvaril to? Ja, deka. Ja, Ja, pa To je, zdajle moram jaz korekcijo narediti, se pravi v desno pa gor, oziroma v levo pa gor, a ne, drži? Če hočem biti v centru, a ne, se pravi, Namesto da ciljaš... Ja, bi znal matematiko uporabiti. Zdaj pa bo romantika početi. a ste videli, koliko moram korekcijo narediti? Skoraj ste tako vas čisto sledilo. Ta je šel pa dobro. Dobro, Naj šel pa gobe. daj v desetko, lej. Sam sem rekel korekcijo, a ne, se pravi, zdaj bom še enkrat ponovil, tako kot sem na začetku, da boste razumeli, kaj mislim. Se bom potrudil. Se pravi, zdaj bom meril v desetkah, tako kot bi običajno, oziroma bom zdaj že kar korekcijo delal, oziroma ne. Ok, to drugo bom isto zdaj ustrelil. Točno na črto. Točno na črto. Ok, se vidi, da sem zdaj približno na isto višino zadev in zdaj rabim to prenesem dol, se pravi moram zdaj ciljati tukaj dol, Pa na levo. pa še malo sem. Ja. Sama, Laris, Zdaj sem ciljal to. vi ste ful dobro ciljali potem. Dokler, bojme sam, na gor pol usmerjali. Če bi vi sam dali čist dol, bi vi najprej še sredino. Od tukaj do tukaj, ona zdaj prestal dol, ne? Potem boste tudi nekaj rdečega. Kako? Potem najprej tudi nekaj rdečega. Bom poskusila, ne? Ajde, znajde te pune. Laris. Lahko se vidi, ko se prej zdel, da je
če si v stiski, v sili. Ja. Seveda, če imaš, lahko streliš. To ti jaz dovolim. A ne? In tisto, ki ti bo kaza napisal, lej, boš potem rešen, a ne? Če te kdo dobi. Razumeš? Še bolj, da te ne Ja, seveda. Da te odpelje pol nekam nazaj v civilizacijo, čist izgubljena, ne? Če ti pa vsem, kje si, se pa ne moreš dobiti. A drži? Če ti vseeno, kje se nahajaš, se ne moreš zgubiti. pa res. No. Ja, ker ti je Kar ti je vseeno. A drži? Če se zadnji izgubil na poti, ga je na goro. Ni? Dobro, pa sem prišel. A ti je bilo vse, ki je bil. A veš, to, kar se za pol urce zgubiš, ali pa zgubiš malo orientacijo za kratek čas, ni survival situacija. Survival situacija nastane, ko ste vi izgubljeni 24 ur ali več, ko se že proži iskalna akcija za vami. To je survival situacija. Takrat lahko vam jaz dovolim, da lahko ujamete, če imate pri sabo, a ne? A s hvačo ali s komorčem, ali pa s sulico, pa z nožem. Hvala. Opale. Ja, a ni tako, da je tako. Ne, nisem se upal napolniti, zato ker sta puščici tle in bi zrezal. Probi zdaj. Kaj? Probi zdaj. Sej bom. In to brez vrtenja, ne samo takole, opale. Ne, to se preveč odbija. Ni še. Tumpa. Ja, bolj bi bilo z vrtenjem. Ne. Tak preveč debel je, pa to je bor, to je res. Tako. To je bilo brez vrtenja. Kaj pa za vrtenjem? Brez vrtenja smečem. Kaj si pa mislil? Lari si Rambo. Kaj pa delam? Saj sad to delam. Trening, a ne? A to ne se delate bolj hud, kaj drugega delate, kot pa to, da mi bo... Brez skrbi, še kaj drugega prišel. Kuha. Torej nimate tam taborov. Ne, imam tudi rojstnodnevne zabave. Lahko me najamete za rojstni dan, povabite sošolce in pripravimo 3-urno zabavo. Zabavo. Ja. Res, delamo. Mislim, da je 150 za 10 otrok. Samo, ja. Ostali imajo vsi po 200-300, ne? V nekih igralnicah moraš biti, pa tam drastičnih krožnikov jesti, ne vem, malo portice, kaj. Kako bo jebač to organizirati? Ja, vi najdete eno lokacijo v bližini vašega doma, kamor gremo lahko. O, Marija, ko je na tegnu. Vidim ga. Svi dnevniki mrtvice. Stoj, eden samo.